mreže bo zmanjkalo, ampak glih za glih vidim, da ta vala še bila, tako da imamo še eno lufta. Ja, rečeš, to je najboljši posel, ne, pri baleriji. Ja, sploh fajn je, če nimaš nikjer sence, pa je fejst vroče veni. Kak pa je na temi Helovi? Maj boljš kot na Kronetovi? Veliko boljš. Tukaj je res tak simpel zadeva, da si fertik. Bil sem fertik tudi že 2 minute montaža. Danes bo mečken bolj del, ker bomo to posnemali pa še kaj povedali zraven, ampak drugače pa, če je fejst vroče, se ti kar modi, no. Kaj pa kaj pogrešaš on fini prah na Kronetovi? Ja, tisto ni bil lušten posel, no. Prvo si mogel odpreti zgor eno zadevo, da si povlekel mrežo dol, se je že lepo sipalo vse. Pa tam noter si mogel z roko jeti, da si tisto kolut ven dobil, pa res si mogel vzeti kar cajt, no. Si bil čisto prošen pol. Je pa konc veselja. Evo ga, zmanjkalo. Evo, še povedam, tako prijazno je. Gremo ven. Rukavičke, nož. Ojfa nož za vsak slučaj, če bo treba kaj. Je pa tudi res, da je zdaj imamo to mrežo prvič, tako da bomo videli tudi to, kako se bo obnesla. Letos smo malo menjali te firme, sem tam. V glavnem, prvo je, to moramo odstraniti tako, da nam prah ne pade na nas, no. Tako, dvignemo vse skupaj gor. Imamo pa tukaj zdaj ta kolut, ko je ostal še. Problem je na koncu, kaj ta solotejp pa vse skupaj zadrži, tako da to potegnemo ven. Tako, ta vajček mečken odrolamo, se spuca zadeva, s tem smo zaključili. Ojfa nož odložimo, če ga bomo rabili kaj. Imamo pa tukaj en zelo dober patent, ena dobra zadevca. Se pravi, tukaj jo prvo na sredini odpnemo. Tako, se vidi, da že dolgo nisem delal. Imamo pa tle take 2 ročke, to je pa ful fajn, sploh če si hočeš malo hrbet prišparati, ali pa če nisi dosti močen, tako kot jaz. Lepo samo hop, gor dvigneš na to stojalo za kolut. Pol odstranimo tele ročke, to je predvsem fajn, ko devaš mrežo na balirko, ampak tudi za zdaj prav pride. Damo stran, 1, 2, hop, tako. Pol pa najdemo začetek mreže. Tako. Aha, vidim, da je to nek zanimiv način, tega še nisem videl. Ponavadi je samo zalimana gor. Tako. Evo ga. Zdaj pa malo obrnemo, gledajte, kako se lepo to zavrti. Tako. In zdaj raztegnemo to mrežo. Tako, da lepo pade ona na ta gumijast val. Tako. Zdaj tukaj spucamo malo, če je slame od prejšnjega baliranja. In ko imamo to nastavljeno, aha, ja, tukaj bomo odrezali, ne. Ko imamo tolele nastavljeno, samo lepo zarolamo vse skupaj noter. Tako. In to je v bistvu to. Samo balo potisnemo lepo v kanal. Tukaj vidimo, da je vredi, malo mora biti lufta, tako da ona mečkeno korigira. Damo vodilo nazaj dol. Plastiko čez tule zataknemo, da nam transportom ne pobegne. Tako. In to je to. Gremo. Ni tako težko. Ni. Edino kaj je, ker nima prostora za skladiščenje odpadnih kolutov mreže, moraš pač nazaj zapeti, ampak kar se mene tiče, ni to noben problem. Mislim, da bolj enostavne menjave mreže ni na balirki. Če pa kdo ve za kako balirko, ko ima bolj enostavno, pa naj dol napiše v komentar ali pa predloži kak video posnetek, ki me zanima. In ko prideš v kabino, tako, prideš v kabino, lepo zalofaš kardan, tako, damo na obrate, kliknemo samo tudi ta gumb
in mreža se že vrti. Tako. Zaključilo bo uvijanje. Evo ga. In bala je narejena. Brez defektov, ker pri prejšnji balirki si imel kar probleme včasih. No. Daj mi še povej, zdaj, ko si zamejil mrežo, za koliko baj imaš mreže? Zdaj vem, da imaš lahko večje pa manjše balje, ne? Ampak nek standard, no. Zdaj, jaz bom rekel tak, da si te najlažje preračunali tisti, ko bote. Uporabljamo večinoma mreže 3000 metrov, no. In redko kjer mrežo naredim samo male bale. Tako da bom rekel, 3 ovoje na balo grejo, 3 ovoji na balo grejo, pa si preračunajte kak sem tam, ne. Tako da približno tukaj mi kaže, da 12-13 metrov mreže pride na eno balo, no. Za katero veličino? Za standardno velikost, tako da ja. Ej, fertik. Fertik. Zmagali smo še pred večerom, tako da vlaga ne bo problem, ker zdaj te dni je kar rosa, bi rekel, prisotna vsak dan. Tako da imamo vse suho zbalirano. Ej, zdaj pa ne vem, ali si ti tak mal ali je bala tak velika, kaj je to? Ja, po moje bo vsakega po malem, ne. Ampak ja, načeloma je kar bala tam okoli 170, ne, jaz sem mečken več. Tako da je kar bomba prava, no. Me prav zanima, koliko ima kiljo, moramo dati na vago. Ej, tam na oni parceli, ne, te večji, ko smo bila, Ja? sem videl nekega kamna si imel, ko si tudi kam je baliral. Ja, res je, ja. Tisti predel je v bistvu bolj značilen, da je na nos od Save pa to, se pravi, je veliko tega šodra ali pa večjih kamnov. Letos je suša, ne, in v bistvu so te kamni pol še bolj izbočeni iz zemlje ven, ne. Tako da, kaj smo naredili, da bi preprečili kamne v bali ali pa kamne v balirki nasploh, ko je nezaželjeno, smo v bistvu dvignili malo pobiralno višje. Mogoče tu pa tam kakšna bilka ostala, ampak boljše to, ko pa kamen balirki. Tako da to, pa res hitro smo se peljali, zato da nismo drobili same robe, se pravi, lucerna je zelo taka delikatna zadeva glede tega, če se preveč drobi, izgubiš vse liste in nimaš kvalitete. Tako da smo balirali tam okoli 15 km/h, višje pobiralna, pa čim večje bale, se pravi, delali smo kar max, tako da smo se čim manj ustavljali, da je bilo čim manj drobljenja, ker tukaj mogoče, evo ga, vidimo, ko se ustavimo, ne, se zdrobi ta fini material, ne. In tega si ne želimo, zato pa delamo čim večje bale, da se čim manjkrat ustavimo. Bi pa rad pohvalil tistega, ko je grabo, ne, ker res je imel neke ravne linije, neverjetno, res. Ja, tako ja, to je stara šola, ne, bi rekel, res dobro linijo drži šef. Ampak je v bistvu fora bila, da smo zdaj z GPS-om grabili, tako da so v bistvu res vse linije bile ravne, zato sem se pa tudi jaz malo poigral, pa sem naredil v bistvu par linij tudi z GPS-om, z balirko, ampak ja, no, sej ravno peleš tak ali tak, gredica je široka, točno za pobiralno, tako da nimaš kaj zaribati, no, zato so pa tudi bale tako lepe, ne. Ki si prej pokazal, da je ful se drobi, ne, kapol nisi nič rezal te krme ali kak? Veš kak je, jaz sem dal vseeno polovico nožev noter, se pravi, imeli smo 8 nožev, zato da vsaj te stebla mečken prereže, ampak s tem nismo v bistvu nekega drobljena povzročili. Zdaj, če bi pa šli vsem nožim noter, bi bil pa kar problem, no, bi bil procent drobljenja preveliki in v bistvu se nam ne bi obrestovalo rezanje. Torej, kaj je to, otava ali kjer material se je baliral? To je v bistvu lucerna, bila je že, bi rekel, večina je bilo že v cvetu, tako da je v bistvu bila glih prav za sušenje, čeprav niso bili neki vroči dnevi zdaj, ampak nam je uspelo v bistvu dobro posušiti vse skupaj, no.
Je pa tudi to, ne? Zdaj je ura koliko, 7, ne? Kaj takega. Ja, tako je, ja. Pa ne vem, no, rekel si, da je nekaj zabalirati, zato si me poklical, da poslamemo, ne? Ne vem, kaj, 20 hektarov, kaj, za hec smo, začeli smo šele ob 4, ne? Ja, tako je, pač, tako sem rekel, peljemo se zelo hitro, parcela je bila zelo velika, mi smo sicer ene par manjših parcelc, ampak tisti smo na hitro rešili, tako da ko smo prišli pa na veliko parcelo, je pa to šlo hitro, ne? Tako da v bistvu je bilo tistih 14 hektarov dobrih v 1 uri zbaliranih, ne? Je pa res, da ni bilo neki ekstra velik mase, ampak ko pač ti to maso posušiš, vse skupaj, je tega v bistvu še manj, veliko bolj se zbije bala in zato je tudi pač toliko bolj efektivno baliranje. Ej, vidim, da je sonce gor, lahko greš še kam balirati. Tako ja, tako da če ima kdo kje za zbalirati, naj pove, skočimo na hiter, zdajle imamo cajt do štale. Drugače pa ja, no, nimaš kaj. To je to, kvaliteta bo, spraviti na stan pred dežjem.